Dober večer. Prazniki so za nami, na vrsti je redni tedenski pregled obmejnih športnih dogodkov. V njem ne bo prostora za polfinale državnega prvenstva v košarki, saj se odvija brez udeležbe primorskih klubov. Na srečo svoj razkošni talent razkazuje kopica igralcev, ki so svojo športno pot pričeli v nekdaj močnih košarkarskih centrih: Postojna, Koper, Nova Gorica ali Idrija. Poglejmo, kaj prinaša napovednik današnje športne mreže. Nogometaši Gorice so se iz Celja vrnili s prigarano 8. prvenstveno zmago. Rokometašice Pirana v Luciji dočakale nepričakovan spodrsljaj z ekipo celjskih mesnin. Odbojkarice Luke Kopra zadovoljne s končnim 3. mestom v državnem prvenstvu. Odigran je bil nepopolni 31. prvenstveni krog v prvi slovenski nogometni ligi. Luka Koper je morda svoj odločilni boj za končno 3. mesto preložila na sredo, ko na Bonifiko prihajajo Domžale. Razlog: svetovno prvenstvo v Renju belgijskih ovčarjev. Zato pa je svojo priložnost na igrišču odlično izkoristila Gorica, ki se je z gostovanja v Celju vrnila z dragoceno zmago. Soočenje rumeno-modrih gostiteljev in belih gostov še zdaleč ni bil dvoboj sprijaznjenih z usodo. Celje je lebdelo nekje med željo za ponovitvijo lanskoletnega uspeha v preboju finale tekmovanja za slovensko pokalno lovoriko in s pogledovanjem z bojem za mesta tik pod vrhom prvenstvene razpredelnice. Gorica pa kljub denarnim težavam ni želela razobesiti bele zastave v boju za prvoligaški obstoj. Razpletlo se je z odmenim dosežkom gostov. Celje Gorica 2:3. Mislim, da prinaša ogromno. Samozavest psihološko bo stabilno, čeprav treba se zavedati, da nismo še v mirnih vodah in bo treba do konca v bistvu skrajno mejo požrtvovalnosti oddelati prvenstvo. Prvi polčas se je odvijal v znamenju podjetnejše igre domačega kluba, ki je goriško mrežo najprej zatresel iz nedovoljenega položaja, v 14. minuti pa so se izbranci trenerja Miloša Rusa lahko razveselili zasluženega vodstva. Daljšo akcijo rumeno-modrih je z zadetkom zaokrožil David Tomažič Šeruga in Celje je stopilo na prah načrtovane zmage. Toda veselje celjskih navijačev je 2 minuti kasneje utišal Dejan Žigon, ki je z roba kazenskega prostora dobro unovčil podajo Matija Širokega. Izenačene in napoved nadaljevanja tradicije medsebojnih srečanj Celja in Gorica sta se namreč letos že 3-krat razšla z miroljubno delitvijo točk. Izdihljaji prvega polčasa so tehnico znova nagnili na stran celjskega kluba. Žan Mbida je nespretno zaustavljal prodirajočega Nejca Plesca in sodnik Damir Skomina je brez oklevanja pokazal na belo točko. Odgovornost je prevzela celjska legenda Sebastian Gobec in ukanila goriškega čuvarja mreže Vasjo Simčiča. 2:1 in kladen tuš za goriške goste, ki pa so po počitku povsem dotolkli neprepoznavno celjsko moštvo. Očitno imamo nek problem morebiti zmagovalne miselnosti v tem mladem moštvu, ki mogoče še ne verjame dovolj dobro, da je sposobno odigrati vrhunske, za naše razmere, vrhunske tekme v 90 minut, ne pa zgolj 45 minut. Hitra povezana igra gostov, žoga od noge do noge in samozavest na igrišču, vse to je povsem razorožilo celjsko 11-terico, ki je v 70 minuti doživela izenačenje. Zadetek za 2:2 je prispeval Vele Ndjaje, ki je tekmeca ukanil že na domačem medsebojnem srečanju. Gorica je na gostovanju v Celju s 3:2 končno upisala novo prvenstveno zmago. Izbranci trenerja Mirana Srebrniča so zadnjič osvojili 3 točke na gostovanju v Kidričevem, ko je v 23. krogu s 3:1 padel Aluminij. Post polnega izkupička je trajal kar 8 prvenstvenih krogov in je močno načel moštveno samozavest goriških vrtnic. Vse 3 točke za 8. letošnjo novogoriško prvenstveno zmago je z glavo z roba kazenskega prostora zagotovil Amedej Vetrih v 74. minuti srečanja. Gorica zdaj čaka domač obračun z Aluminijem, tekmecem, ki težko dosega zadetke. Zdaj se je goriškim napadalcem namreč le odprla pot do mreže, strniti bo torej treba predvsem obrambne vrste. Prva ženska rokometna liga je tik pred razpletom, do konca je le še zadnji prvenstveni krog, za primorske klube ni več neznank. Najvišje bo uvrščen Piran, Mlinotest je uvrščen v spodnji del prvenstvene razpredelnice, sežanski Antrum se seli v prvo B ligo. Iz nje napredujejo koprske rokometašice, ki se bodo po mnogih letih znova borile z najboljšimi slovenskimi klubi.
Celjanke so pred prihodom v Piran pometle z ajdovskim mlinotestom in sežanskim Antrumom. Pozitiven niz proti Primorkam so zato želeli nadaljevati tudi v Istri. To pa je seveda lažje reči kot storiti. Pirančanke so letos nanizale kar nekaj dobrih predstav, rezultat pa je zelo solidno 6. mesto na razpredelnici, ki bo tudi izkupiček letošnje sezone. Kljub veliki želji po zmagi pa Celjanke verjetno niso računale, da bo vse skupaj tako lahko. Domačinke so namreč na parket prišle v zdesetkani postavi in tako olajšale delo razpoloženim gostjam. Piran Marina Portorož, Celje Celjske Mesnine, 23-31. Trener to ve najboljše, ona je poklicala one, ki je smatrala, da danes obvezno morajo biti tle, tako da te, ki smo bile tle, smo dali vse od sebe in pač vse veste, kogar ni, pač lahko se brez njega, nažalost, pač tako je. Kljub primanjkljaju nekaterih ključnih igralk so bile na trenutke celo boljše od Celjank. Za kaj več kot znosen poraz pa je na koncu zmanjkalo kakovosti in izkušenj. Za mlade domače igralke pa so prav težje članske tekme dobrodošle za zorenje. V klubu, kot je Piran, ki rokometašice črpa predvsem iz domačega bazena, je kakovostno delo z mladimi pogoj. Zdi pa se, da bodo Pirančanke samo z domačimi igralkami težko prilezle med najboljše v slovenskem prvenstvu. To pa je še vedno razdeljeno na več jakostnih skupin. 3-4 ekipe so zelo blizu skupaj, točko 2 na razen, tako da bom rekel, vsak se bo mogel še zadnjo kolo krepko potruditi za uvrstitev na konc. Mislim pa, da čestitke Piranu, da Piran bo na koncu osvojil 6. mesto, da je to en lep rezultat za prvo državno ligo. V redu je, no, dejansko lahko bi določene tekme sigurno zmagale, se pravi, lahko bi bile 5., mogoče 4. tudi. Tako je letos in upam, da naslednje leto bo boljše, sicer ne vemo, kako bo naslednje leto, ampak seveda želimo vse najboljše Piranu kot klubu in da bojo samo napredovali naprej, ali pa bomo napredovali. Pirančanke bodo zadnji krog odigrale v gosteh proti Sežani, ki bo na sklepni tekmi sezone lovila prvo zmago. Če bo Piran igral z enako zasedbo kot proti Celju, jim to lahko celo uspe. Odbojkarski klub Luka Koper ima za seboj zahtevno prvenstveno sezono. Preurejen klubski ustroj na srečo ni zamajal začrtanih ciljev. Še več, končno 3. mesto je morda celo za odtenek več, kot so pričakovali obalni navijači. Spomnimo, Hit Nova Gorica je obtičala na vrhu zelene prvenstvene skupine. Poglejmo, kako letošnji tekmovalni dosežek ocenjujejo v Kopru. Odbojkarice Luke Kopra že nekaj časa veljajo za enega najboljših ženskih športnih kolektivov na Primorskem. Zadnje leta se vselej uvrščajo v boj za medalje. Bolje rečeno, v boj za bronasto medaljo, saj sta Kalcit in Maribor še vedno predvsem finančno premočni. Tako so se Koprčanke tudi letos za 3. mesto udarile z Alianso. Tudi ko smo izgubili 3-0 prvo tekmo za 3. mesto, smo si rekli, da ni še konec in da še lahko osvojimo medaljo in tako je tudi bilo, da smo držali skupaj in se je opazilo potem. Težko je povedati, koliko smo zadovoljni z besedami. Jaz samo bi rada rekla, da sem res ponosna na vso ekipo, na vse punce, ki smo pač res čez celo leto trdo garale in mislim, da smo si zaslužili. In tudi pač naši trenerji so marsikaj mogli potrpeti z nami. In se mi zdi, da je pač najbolj na koncu tudi pomagalo to, da so verjeli v nas tudi v tistih najtežjih trenutkih, ko smo pač sami izgubili precej samozavesti. In to nas je pol na koncu dvignilo, pač smo verjeli, da lahko in nam je uspelo. Pred sezono nihče ni vedel, kako daleč se Koprčanke lahko zavihtijo. Ključne igralke so zapustile klub, na prvoligaški parket so stopile mlade domačinke. Korenito prenovo je zaokrožila še menjava trenerja. Karizmatičnega Željka Rulovsa je zamenjal dvojec Marko Kalc, Sebastian Maurič. Ja moram priznati, da smo celo sezono rasle, od prvega treninga pa do zadnjega. In smo imeli treninge primerne nam, kjer smo postopoma pridobivali izkušnje, tehniko, tako da vsako tekmo smo boljše odigrali v obrambi, v napadu, v bloku, tako da res pohvale trenerju za dobre treninge. Jaz mislim, da se je res za čisto vsako, tudi za rezerve, kot za prvo postavo, se je za vsako potrudil, se je vsaki po svetu in skupaj smo napredovali tako res posamezno kot pač ekipno. Na koncu pa so vseeno igralke tiste, ki trenerjeva navodila prenesejo v igro. Kljub mladosti, povprečna starost ekipe Kopra je samo 19 let, so bile pri tem uspešne. Pohvale vsem igralkam. Dajana se je izkazala, tudi naš libero Sara Kušar, Nuša, res Tina Korošec, svaka čast. In mislim, da res vse igralke so nam pripomogle k 3. mestu, tudi rezerve.
Tako da res vsaka je del tega tretjega mesta. Takoj po koncu sezone klub že čakajo novi izzivi. Najprej dogovor z igralkami, ki odhajajo študirati. V bistvu se nismo še nič pogovarjali v klubu, naj bi se zdaj po počitnicah, ampak jaz mislim, da bom ostala in da če ne vsaj se bom vozila 3-krat na teden v Koper. Bomo še videli, se bomo dogovorili. Na to pa še dogovor s sponzorjem in strokovnim štabom. V tem trenutku nimamo še podaljšane pogodbe z glavnim sponzorjem, Luko Koper. Mislim, da upamo, da ne bo težav, ampak dokler se pač ta zadeva ne zaključi s pogodbo, težko karkoli obljubljamo. Vsekakor si zaželimo zadržati ta kader, govorimo kot strokovno vodstvo in tudi igralke. Še posebno, ker naša začetna in ciljna usmeritev je bila vedno to, da delamo z našimi domačimi igralkami, ki so vpete v okolje. Zaradi tega bo uprava nadaljevala delo svojih predhodnikov in še naprej veliko pozornost namenila delu z mlajšimi selekcijami. Bovec in Kobarid že dihata v ritmu evropskega prvenstva v spustu na divjih vodah, ki se v četrtek pričenja na Brzicah Soče. Novo prvenstveno sezono je sprečeno pričela tudi Snežana Rodič, ki je na atletskem pokalu Slovenije v troskoku preskočila 14,10 metra in le za 10 cm zgrešila B normo za svetovno prvenstvo. Tako, to je za danes vse. Vabljeni pred male ekrane čez teden dni ob 22:30. Nasvidenje.